In kot napovedano, naša na poti med legende, zagotovo pa eden od največjih posebnežev v pozitivnem smislu v našem mestu, Filip Flisar, dobro jutro! Dobro jutro. Le da je prišel Filip. Bilo je parkrat na meji, da te še bomo videli, ko smo spremljali vse tvoje podvige to zimo. Ampak seveda ti si od nekdaj pač bil, s tabo je adrenalin in ekstrem, nekako gresta za roko v roki, enega imaš na levi, enega na desni, ne? Ja, gled, takega so me naredili, oziroma rodili, kaj ne? Zato se zmeni z mojima dvema, jaz nimam nič tu, jaz pač samo hodim, pa držim za roke, veš. Lepo. Ok, zdaj to zimo je bilo kar nekaj presežkov. O tistem smučanju s piramide smo sicer že govorili, ampak dajmo malo potegni črto pod to dogajanje. To je bilo za Božič, ne? Ja. Tisto je bilo za Božič, tisto je bilo čisto spontano, ampak se mi zdi tak, mislim, seveda, pri meni nekako vse je povezano s hrano, ne? In tudi to je bilo, čeprav ne jaz gleda na prvi pogled, ampak Božič je bil, mi smo bili pri moji materi, ko tam spodaj živi, seveda smo se nažrli tak do poškodbe, ne? In potem sem rekel, da jaz to moram prebaviti, gremo peš na piramido, lučke so, ne? In te smo, moja draga, pa jaz, pa moj brat, pa njega šli gor in jaz prijem gor, razumeš, ono, idilično, sneg, lučke. Doli je bil koncert ravno, veš, v mestu, sem rekel, fuck, to jaz moram narediti, kličem frenda, bilo pa ura že 10:30, kličem frenda snemalca v Lenart, ne? Tonči, kaj delaš? Ja, na kauči sem. Rekel, prosim, pri Maribor, pol me sprašuj, zakaj priješ, ti samo vzami kamero, vse vzami. Tako da je bilo ful spontano, no. Jaz sem pol te leto domov hitro po skije, moj brat je hitro leto kuhano vino skuhat, oje, pa že Lenart. To je bilo pomembno. Ja, valjda. Brez kuhanega, moraš to narediti, ne? Glej, moraš pol, veš, da je zima, ne. Seveda se moraš ogreti, ne? In kak je bilo skija dol, ni bilo najbolj prijetno, ne, koliko se spomnim. Ne, veš kaj, to ni zdaj bilo, saj tudi tisti, ko znajo malo boljše skijati, ko so videli, kako sem smučal, ni zdaj to bili neki smučarski presežek, ker to je bilo malo snega gor na onih zrigolani podlagi, razumeš, z štori ven, z vsem in tam, če bi jaz en močen novinek naredil, bi tak plas, mislim, vse se tak vozilo dol, no. Tako da je bilo tako malo hecno, no, pa vmes so bile one betonske škarpe. To je, smo skakati, ja. Ampak, glej, Pač smo naredili. Je pa klukica, ne more vsak reči, da je smučal iz... Vprašanje, Pa kdaj bo vprašanje, kdaj bo spet. spet, ja. Veš, meni je, jaz vedno rad naredim neke stvari, ki so take, ko imajo neko težo, ker to zdaj ravno rekonstruirajo celo piramido, na novo postavljajo cele trse, pa vse tega, to zdaj ni bilo, ne vem koliko 100 let se bi lahko verjetno tam na tablah gori piše, ne, pa zdaj tudi verjetno vsaj upamo, da bodo tudi trsi polnot za ene par 100 let. Pa da bo kaj rodilo, ne? Tako da je fertik, to je odkljukano. Tudi, če bi zdaj si kdo, če pogledamo malo leta nazaj, si dal jetpack na hrbet, pa se čez Maribor vozil. Ne more več, ker je to tudi že bilo odkljukano. In polko teh zimskih dosežkih govorimo, zdaj ta zadnji iz Pohorja dol, smuk, ker to je bilo tako osko, ta proga, ki so ti jo, to so posebej zate naredili, ne? To so, ste se zmenili, so šli gor pa postavili. Tu ni bilo, ko si šel, si moral, ali pa bi se zlamil skupaj, če bi rekel ne. Glej, pošrek nisi mogel postaviti. 93 cm, koliko je bila širina. Ja, v najožjem delu, ja. V bistvu cela ideja, jaz imam že eni par let to idejo, ne, ker Pohorje je glih takih hrib, Da se lahko ravno dol spustiš, ne? ja, mislim, glih tak je, da si vsak misli, da se lahko ravno spusti, dokler ni dan v situacijo, kjer ne more nič drugega narediti, da se dejansko samo ravno spusti. Vsak je, vse vete, kaj so Mariborče. Jaz grem s pležom, grem vsak ravno, skoraj da dole reče, ne, pa skijem tudi, ne, samo... Veš, ko pa ne smeš niti enega malega zavojčka narediti, pa pobremzati, pa je kar hitro na koncu, ne, veš, in jaz sem pač to imel idejo in zdaj leto se je to uresničilo. To je že nekaj časa, ta ideja. Ja. Pa tudi nekaj skokov je bilo vmes, ne? Tam tudi v zraku ne smeš ker so bili skoki tudi več kot 10 metrov dolgi, ne? Ja, je bil, drug je bil kar 30. No. Toliko o tem. Ker hitro gre, se ne zgleda, ne, veš.
glej, če greš ravno, imaš brzino in pol so prelomnice, te pač so skakalnice. Ja, mi nismo delali skokov, ampak tak pač je, sploh pa ko ni. Ne, če si zračunal, mislim, kak boš letel, pa da ne bi... Glej, se bo ravno... To, veš, je postavljeno je bilo ravno, ne? Sicer malo je tako zajebano, ker ti ne vidiš preko prelomnice, ne? Ampak v zraku te hitro lahko malo veter, veš, te malo brne, ampak zaradi tega pa sem celo življenje treniral. Ne? Zdaj, eni to tako mislijo, ja, to je zdaj čista norost, pa absurd, veš, ampak jaz sem... Celo življenje je treniral, pa to pa vem, kaj lahko in ta projekt, ne, tudi to bi rad rekel, marsikdo reče, ja, kaj to ti je Red Bull rekel, da narediš, ne, to sem, ne, oni prijejo, pa rečejo, naredi, to se niso morilci, ne, jaz sem točno vedel, kaj jaz lahko, jaz sem bil zraven pri postavljanju proge, jaz sem jim rekel, gled, tu naredite tako, osko tam naredite tako, veš, da smo šli na limit, ne, oni so me tako skozi spravili, ja, zakaj mora biti tako osko, sem rekel, gled, ker je lahko, ker more biti, ker drugače po širokem se vsak glavo vozi. Ne more se, oprosti. Vem enih par primerov, ko se ne morejo. Ja. No, ampak ja, to se mi zdi zelo pomembno izpostaviti in premalo krat se to izpostavi, ja, ker reče, ja, Filip Flisar, pa je tak nor, pa kao to. Ne, to je vse preračunano in na podlagi tvojih vse izjemnih, da smo si na jasnem sposobnosti, in dolgih let treninga in ti se točno poznaš in veš in obvladaš to, ne? Ja, mislim, veš, in pa pri teh še ena stvar je tu, ne, veš, vmes dva smel frenda, ko smo iz smučarskih časov skupaj, da sta mi pomagala, ker točno vete, kako jaz smučam, pa to, ne, in smo se nekaj menili, ja, kaj bi bilo, če me bi zahaklalo, ne, če bi me zahaklalo, se mi zdaj ne bi pogovarjali, ne, prvo kot prvo, več kot pol kolo je bilo še raufanih v zemljo, zaradi tega, ker je bilo tako malo snega, da to ne bi nič spipalo ven, ampak bi lomilo kosti, ne? In je on rekel, ja, kaj bi bilo, pa en drugi rekel, sploh ga nas sprašuj. Pa sem rekel, ne, ni res, veš, poanta, ne, jaz vedno pri vsaki stvari, ko je tako delam, ne, preštudiram tudi kaj če, se jaz ne študiram pol, da se bo to zgodilo, ampak če ti ne študiraš, kako boš ti reagiral v tisti stotinki, če gre kaj narobe, ne, jaz sem si vizualiziral nekokrat, kaj bo se zgodilo, če bi mene zahakalo, kako bi se vrgo, da bi čim manjše posledice bile, ne, in pač samo to je, veš, navzven, tako si rekel, zgleda nekaj norost, noter v moji glavi je malo drugače, no, pač, ampak ja. No, se pravi, na podlagi izkušenj in bogatega znanja in bogatih izkušenj seveda je to vse skupaj planirana norost pod narekovaji, zato da tako zgleda, jasno, da, ampak vseeno, Filip, si verjetno edini v Sloveniji, pa eden petih verjetno v Evropi, ki bi to dejansko tako probali, pa si vzeli cajt, pa naredili. In to ni bilo vse, kar se je Filipu dogajalo to zimo. Še bomo šli malo potegniti črto pod to sezono, pod narekovaji, še enkrat norosti, s katerimi nas Filip razveseljuje in morda pogledali malo naprej. Tako. Filip Flisar v Totem studiu. Filip, še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Te smučarske podvige smo že skoraj da obdelali, ker vlečemo črto pod Filipovo sezono zima 2025-2026 in ena res lepa stvar se je zgodila na Kopaoniku. Vemo, ti si bil svetovni prvak, Eger, ti si zbral vse te informacije. Tako, leta 2012 si bil svetovni prvak, pred 14 dnevi si bil na Kopaoniku, tam ambasador tekme v smučarskem krosu, si imel pa tam tudi poslovilno pravzaprav tekmo, ker je takrat, ko si zaključeval za svojo profesionalno kariero, nisi mogel izvesti, takrat je bila korona, pa tudi nekaj si bil poškodovan, zdaj pa je to šlo skozi. Ja, v bistvu zgodba je tak, jaz sem imel dve taki nepriliki, če temu rečeš, v moji karieri. Prva je bila 2012, kot si rekel, takrat sicer nisem bil svetovni prvak, ampak sem dobil kristalni globus, to je se pravi seštevek svetovnega pokala. Tako. Ampak jaz takrat nažalost ni bilo podelitve, ker na tisti tekmi, mogoče se še kdo spomni, se je naš kolega Nik Zoričič smrtno ponesrečil in je pač jasno, pol ni bilo ne podelitve, ne nič, meni so dali tisti globus na park placu, tako zelo žalostno, kar je v bistvu pa ono,
en izmed večjih dosežkov poleg olimpijskih iger, kaj lahko. Največji. Ja, tako. Ki si bil celo sezono dejansko najboljši. To je dejansko tudi najtežje doseči. Eno tekmo zmagati je ena stvar, celo sezono zmagovati je pa druga Še stvar. svetovni prvak je morda lažje postati, ker je pač dnevna forma, dnevni navdih. Točno to tista proga, ki leži mogoče. Ja, lahko se ti poklopijo stvari, ne? Celo sezono se ti pa ravno ne morejo poklopiti vse, ne? Ja, res je. Skratka, ti so bilo tako pač bedno, no, zaradi situacije. Pol pa, ko sem končal, pa sem mislil tudi, jaz sem imel fajn kariero, zdaj bomo mi naredili eno tako poslovilno tekmo, žurka, prišli bodo frendi, sponzorji, to bomo vtrgali. Razumeš, par dirk pred koncem sezone se jaz seveda razbijem tako, da je bilo to konec. Pol gledam, kaj naj naredim, sem rekel, daj bom še eno poletje treniral, pa bom naslednjo leto naredil. Pol je vmes COVID prišel, razumeš, pol ni bilo gledalcev, pol sem rekel, gledaj, marš, te že ni osvojeno, ne. In zdaj, ko je bil Kopaonik svetovni pokal prvič na Balkanu, svetovni pokal, domača tekma, skoraj, ne. Če bi bilo malo par let nazaj, ne. In oni mene kličejo, da bi bil tam gor dol promotor in mi smo se pa ravno, Elan je imel lani 80 let, ja, pa smo za mizo sedeli Stenmark, Križaj, jaz, pa Leon Korovšec, ne, direktor Elana, ne, in smo se menili o tem svetovnem pokalu in je Leon rekel, pa ti bi tam mogel narediti svojo zadnjo furo. Par dni zatem mene kliče Nevena Ignjatović, predsednica Srpske zveze, da bi jim pomagal. Sem rekel, Nevena, 3 dni nazaj smo se menili o tem, pa da bi to naredil. In se je valjda vse poklopilo in pol smo šli tja in pol sem imel kao tisto, jaz sem jim pomagal, bil sem predvozač, pol so mi tako naredili kao tisto mojo last run. In pol so še eno stvar naredili, to pa jaz sploh nisem vedel, Elan, ne, v bistvu je to se s Fisom dogovoril, da mi je maznila globus doma, ne. Koliko o tem, kak paziš na stvari? Ga imam v kleti, ne. Vse res, spomini so pomembnejši. Ja, veš kaj, v kleti ga imam zaradi tega, ker še sem v stanovanju vedno, ker še 2 čakam, da mi nekaj v bajti do konca naredi, da se malo preselim, tako da upam, da se to čuje ljudje, ne. Ne, malo heca. Skratka, ona mi ga je maznila, ja ne so tja in pol so še to mi naredili, tako da je bilo, tako bom rekel, res emocionalno, pa lepo, tako mislim, res je, da je to zdaj dolgo potem, ampak tako, fajn, no. Da zdaj si tudi uradno v penziji. Jaz sem uradno v penziji, tako da zdaj... Meni je bilo res lepo to spremljati, pa gledati, jaz sem bil prav, tako veš, tako si malo emotivn, ko pogledaš, to viš, pa so našemu pubeci. Pa to, pa da je to, ne. Ja, res je, vrej, pa to oni znajo tudi, ne, veš, tako da je... Glej, super, zdaj lahko grem z mirno dušo v pokoj. No. Ne, še prosim, ker zelo radi spremljamo vse, kar planiraš. Zdaj pa, če pogledamo malo naprej, Filip, prihaja tudi na nek način tvoj čas, velika noč, je vse bližje, vemo, Filip in Šunka, match made in heaven. Pohorska. Torej, kaj planiraš, oziroma zdaj v tem času verjetno ne boš imel kaj dosti cajta, ne, ali? Zelo malo časa imam, ne, zdaj, ker imam poleg Šunke še druge stvari, tudi jasno, ampak ja, zdaj je res tisti highlight sezone. Imaš eno novost? Imam novost, se pravi, zdaj pač jaz, kot bom rekel, bivši vrhunski športnik, pa ljubitelj hrane, ne, moje neko poslanstvo je na koncu koncev to, da ljudem ponudim nekaj izredno dobrega, pa tudi zdravega. Tam danes imamo v prehranjevalni industriji boljše, da ne vete, kaj jete, ne? Ker naj pri tem ostane, ampak jaz se vseeno trudim, da nekaj naredim. In letos smo se združila z Kodilo, Janko Kodila, ki je nesporn kralj šunke, ne, če tako rečemo, in smo naredili res specialno šunko, ki je absolutno brez vseh aditivov, brez nitritov, brez vsega, 3 sestavine imaš gori na deklaraciji, meso, sol pa začimbe, s piransko soljo začinjena, suho, res tako da, to poudarjam, ker to je pač tako tehnološko težko narediti, tako stvar, ja, narediti, oni šit produkt je najlažje, ga našpikaš, fertik, vržeš vun, adijo, to pa mi en mesec tam na roke se obrača, razumeš, in sem ful ponosen na to in upam, da bodo ljudje tudi, ne dvomim, da bodo zadovoljni,
Predvsem pa to, ne, se mi zdi, da je res, ja, tako se nekaj pomembno, ponuditi nekaj dobrega, nekaj zdravega, neoporečnega, tako da sploh v tem času. Glej pa, Filip, čist tak je, ne, če daš svoje ime gor, mi ti zaupamo. Tako da bi bomo probali. In zdaj, če ti rečeš, da je to tako, pol verjamemo tudi, da ne bomo razočarani. Ne? Jaz sem prepričan, da ne boste. Komaj čakamo, da... Spremljajte naše socialne mreže, mogoče še dobite kakšno idejo za kakšen recept ali pa kaj taj, ne? Kar seveda vedno prav pride in mora biti zraven. Sploh, ko se spomnim na tvoje sendviče, ki si jih delal. Ja, o tem sem celo jutro že poslušam, ko se menimo, da ti priješ, pa potem vedno ti sendviče. Nijam sabo, jaz bi mogel biti, ne, ko prešeren, mogel bi biti v žepu šunke, da bi imel fige, Malo bi bilo nerodno. Bi prišel, veš, kak bi videli, tam, ko bi pesi laufali, aha, tam je Filip, ne, ker ima šunko. Pa veš, kdo še je? Pesi pa inšpektori. Za mano, evo ga, Filip. Zgrabi ga. Kaj pa, kar se teh malo bolj ekstremnih dosežkov tiče, imaš kaj plan že narejen za naprej? Imamo tudi za drugo leto, imamo neke divje zadeve v planu, oziroma imam, seveda še ne morem povedati, zakaj se gre. Seveda, da ne. Ampak ne bo meni dolg čas, pa mislim, da tudi vam kot gledalcem ne bo dolg čas. Odlična napoved. Ja, Filip, gled, mi smo veseli, da si še eno zimo zdržal brez poškodb, vsaj hujših. Hvala. Trkajmo vsi, naj te zdravje spremlja, za ideje ni problem, kot smo rekli, moramo probati tvojo neoporečno šunko, zdaj, ko pride ta čas in vse dobro, Filip, še naprej bodi to, kaj si, ne, to tak najboljše znaš. Bom, hvala vam in uživajte.